Radijska kateheza. Dober večer, spoštovani poslušalci, dober večer pa tudi bratu Miranu Špeliču. Bog da je dobrega. Nocoj, brat Miran, bova pa načela tako težko temo. Ampak temo, ki sva se lotila že davno, že v prvi katehezi, katerega leta je že to bilo? 13. Tako je, 2013. januarja sva imela odlomek iz tega istega dela, ampak po 12 letih mislim, da lahko vzamemo knjigo spet v roke, zato ker je bogata in ker takrat nisva prebrala cele knjige, ampak samo kratek odlomek in tudi zdaj imamo pred seboj kratek odlomek. To je 10 govorov svetega Avguština o prvem Janezovem pismu. Avguština mislim, da ni treba posebej predstavljati, bo pa to koristno branje, če vzamete, spoštovani poslušalci, karkoli izpod njegovega peresa v branje. Besedilo najdete tudi na naši spletni strani. Tudi prva kateheza je še vedno, tudi besedilo prve kateheze lahko še najdete, če poklikate desno, levo in naši očetje v veri. Tam so pravzaprav vse te kateheze in če že težko najdete 25. ali 67. je pa prvo ali pa zadnjo najlažje poiskati. Ja, to prvo Janezovo pismo je nekako polno ljubezni, ampak v njem je rečeno tudi, da je treba ljubiti svoje sovražnike. In kdorkoli je to kdaj zares poskusil, ve, da je težko. Seveda, zato pa potrebujemo vedno znova razloge in spodbude. In zato beremo evangelije, zato beremo tudi to prvo Janezovo pismo, mimogrede, zakaj ga ravno bereva zdajle avgusta. Zato, ker bo Avguštin konec tega meseca godoval in pa tudi zato, ker smo tudi letos pri naših vrtnicah na Zoomu prebirali tele njegove govore. Vsako leto preberemo 2 njegova govora, vsak dan odlomek, o njim razmišljamo in zato bo pač tudi en odlomek, ki smo ga letos v času, torej v juniju, prebirali, bomo tudi prebrali zdaj skupaj, ker se mi zdi, da je lep, pomemben, enostaven in spodbuden, pa potreben, zato da se nečesa naučimo, da svoje ravnanje poskušamo priličiti Božjemu. Ja, velika je skrivnost človeškega srca. Solženicin je zapisal, da gre meja med dobrim in zlim posredi človeškega srca in kadar se za to zlo odločimo, posledično nastanejo vojne. Vemo, da svet v tem trenutku je v plamenih, to zlo se je nekako razplamtelo in tudi mi, ki smo zaenkrat še v nekem mirnem okolju, živimo z ljudmi, ki jih nekako ne maramo. Težko bi rekla, da so prav sovražniki, ampak vsi imamo nekoga, ki ga ne maramo. Kako je to mogoče, brat Miran? Verjetno to izvira iz človekove temeljne padlosti, ker je človek hotel postati kakor Bog, čeprav je bil narejen po Božji podobi, ker pa človek ni Bog in ker je omejen. Zato je v tem svojem padlem stanju, in o tem seveda sveti Avguštin še in še govori in ga izkuša, mu je sočlovek ne samo brat, ne samo soustvarjeni, ampak je njegov rival, tisti, ki ga lahko celo ogroža. In zato se čutimo ogrožene. In zato iz te ogroženosti začnemo lahko ogrožati tudi druge. Iz samega strahu in iz nesprejemanja dejstva, da je Bog ustvaril mene in tebe. In zato je prišlo že do bratomora v prvi generaciji po stvarjenju, čeprav to je pač seveda legendarna zgodba, ki ima mitološke vsebine, ampak pove pa nekaj, kar pravzaprav je del človeške zgodovine. Isto zgodbo pove zgodba o Romulu in Remu in še kup drugih zgodb. Pomeni, da nam sovraštvo ni tuje in da sovraštvo prihaja že na začetku, da pa ga je treba premagovati, da je treba gospodovati tem vzgibom. In kako? Tu pa prihaja seveda evangelij, nauk Jezusa Kristusa, ki zahteva ne samo ljubezen do bratov, pač pa tudi do sovražnikov.
Že v prvi Mojzesovi knjigi, a ne, je bilo rečeno, naj bo Kain ob darovanju svoje daritve pozoren, ker je greh prežal pred njegovimi vrati, a ne. In se mi zdi, da v evangeliju je vedno poudarjena ta neka budnost. Budni moramo biti zato, da nekako nadziramo svoje srce. Mislim, da je to zelo pomembno, da človek gleda, kje je, kaj se z njim dogaja, kakšne misli ga obhajajo in da zna te misli ali sprejeti ali pa jih zavrniti. Če jih prepozna kot rušilne, tiste, ki uničujejo nekoga drugega in posledično še potem njega samega, potem je treba tej misli reči ne. Se je treba upreti in ker dostikrat nimamo moči, je treba iskati pomoč za to. In pomoč da pa Božja milost. Tu pa mislim, da imamo spet Avguštin, veliki učitelj milosti, pove, da človek dobi milost. Samo zakaj jo pa lahko zavrže? To je pa skrivnost. Tega pa tudi Avguštin ne razlaga, ki toliko pove o milosti. Zakaj je mogoče Božji milosti reči ne? Ali je prešibka, ali pa je vzadu spet Božja ljubezen, ki tako spoštuje človeka, da se mu ne vsiljuje. Nikakor pa tu ni sovraštvo Boga do človeka. Bog ni zasovražil človeka zaradi njegovega odpada, zaradi njegovega prelamljanja zapovedi, ampak ga še vedno ljubi. Zdaj sva naredila tak kar dolg uvod v to, kar je Avguštin zapisal, se pravi, pred seboj imamo 10 govorov o prvem Janezovem pismu, natančneje 8. govor. To je prevedel vaš soimenjak Sajovic, Salezjanec, a ne? Tako je. Bomo zdaj poslušali ali bi še kaj povedali uvodoma? Samo to še povemo, da niti to ni cel 8. govor, ampak je to 10. točka 8. govora. Ta govor sam je dolg približno, 10 do 15 krat toliko, kolikor imamo pred seboj na eni strani. Ja, saj bodo še kateheze. Bodite torej usmiljeni, kakor tisti, ki so usmiljenega srca, ker s tem, da ljubite sovražnike, ljubite tudi svoje brate. Ne mislite, da Janez ni ničesar naročil glede ljubezni do sovražnikov, ker ni molčal o ljubezni do bratov. Vi pač ljubite brate. Sprašuješ se, na kakšen način ljubimo brate? Jaz sprašujem, čemu ljubiš sovražnika? Čemu ga ljubiš? Da bi bil zdrav v tem življenju? Kaj, če mu to ne koristi? Da bi bil bogat? Kaj, če bo prav zaradi bogatstva postal slep? Da bi se poročil? Kaj, če bo iz tega sledilo grenko življenje? Da bo imel otroke? Kaj, če bodo slabi? Negotove so torej te stvari, za katere se zdi, da jih želiš svojemu sovražniku, ker ga ljubiš. Negotove so. Želi mu, da bi s teboj posedoval večno življenje. Želi mu, da bi postal tvoj brat. Če torej v ljubezni do sovražnika želiš to, da postane tvoj brat, ko ga ljubiš, ljubiš svojega brata. V njem namreč ne ljubiš tega, kar je, ampak to, kar hočeš, da bi bil. Ja, tukaj bi zdaj rekla eno analogijo, ne, z zaljubljenostjo. Ko se zaljubiš v človeka, ne vidiš tistega, kar je, ampak vse njegove možnosti, to, kar naj bi ta človek bil. Tako slikaš v svojem idealu, a ne. Avguštin zdaj tukaj predlaga za splošno življenje med ljudmi. Tako, in zato je morda to tudi napotek, kakšne ne bodo naše molitve. Prav je, da želimo bližnjemu dobrine. Ampak hkrati pa, ker ne vemo, ali so te dobrine zanj resnično koristne, dobre, potrebne, zato je dobro pristaviti, kakor je, Gospod, tvoja volja. In predvsem, da želimo temeljno dobrino, biti v občestvu med seboj in z Bogom. Se pravi, želimo, da bi bil deležen večnega življenja skupaj s teboj. Sovražnik,
deležen z menoj večnega življenja. Si predstavljate, kako bi to bilo videti? Nekdo, ki ga ne morete videti tu na zemlji, pa si želite, da bi bil z vami vso večnost, ampak tam ne more biti več sovražnik. Tam postane nekaj drugega, tam postane brat. In to je tista sprememba, to spreobrnenje, ki ga lahko želimo vsakemu, tudi sovražniku. Ja, in spet smo pri tistem, ko v mladosti hočemo, da bi spremenili svet, na koncu spoznamo, da je spremeniti celo samega sebe zelo težko, kaj šele drugega. Prepuščamo to pravzaprav Bogu, ker Boga prosimo. Nismo se mi prijavili za spreminjevalca svojih sovražnikov. V nas je samo iskrena želja. Kako do tega prišlo, pa ne vemo. Bi šla zdaj, brat Miran, naprej z govorom? Če se ne motim, sem vam, ljubljeni bratje, nekoč že govoril naslednje. Pred očmi imamo hrastov les. Odličen tesar je videl neobdelan hlod, ki je bil odsekan v gozdu in ga je vzljubil. Ne vem, kaj hoče iz njega narediti. Ni mu bil všeč zato, da bi ostal vedno tak. Svojo veščino je videl tisto, kar bo. Ne v ljubezni do tistega, kar je. In vzljubil je tisto, kar bo iz njega napravil, ne tisto, kar trenutno je. Ja, tukaj je, s podobo lesa odlično povedano, kako gre pravzaprav za naša življenja. Kdor bere to Božjo besedo, kdor hoče oblikovati svoje srce po idealu, ga z Božjo pomočjo verjetno tudi bo. Zelo koristne so takele preproste, res univerzalne podobe, ker čeprav je redko od nas kdo kaj tesaril, si pa vendarle predstavljamo, kako se to dogaja tako rekoč pred našimi očmi, v naravi, in kako se to dogaja lahko v prenesenem pomenu, brez pogleda naših telesnih oči, ampak pred našimi dušnimi očmi. Kako se lahko neka neobdelana gmota spremeni v neko izvrstno, urejeno, privlačno kompozicijo. Pa ne samo to, celo živo, poglejmo Ostržka. Ostržek je pravzaprav zelo podobna zgodba. Nadaljevanje pravzaprav te podobe o kosu lesa, ki postane nekaj drugega. Kaj pa drugega dela Bog iz vode, ogljika, nekaj vodika, se vode, ja, naredi nas? In kaj mi delamo iz sebe? To, kar je narejeno telesno, je že vrhunsko. Kaj šele tisto, kar je Bog naredil na duhovni ravni? In kako smo odgovorni do teh dobrin, ki so nam dane, do tega kosa lesa? Naše življenje je lahko takle kos lesa. Kaj delamo z njim? Tudi Avguštin je v nadaljevanju pravzaprav za vsak slučaj raje šel še razlagati tole podobo o kosu hrastovega lesa. Tako je tudi Bog vzljubil nas kot grešnike. Pravimo, da je Bog vzljubil grešnike, kajti on pravi, ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Mar je Bog zato ljubil nas grešnike, da bi ostali grešniki? Kot les v gozdu nas je videl tesar in je pomislil na zgradbo, ki jo bo napravil iz njega, ne na les. Tako tudi ti gledaš na svojega sovražnika, ki ti nasprotuje, besni proti tebi, te grize z besedami, te draži z žaljivkami, ti je svojim sovraštvom stalno za petami. Pri tem pa se zavedaš, da je le človek. Vidiš, da je vse to, kar je proti tebi, naredil človek. V njem pa vidiš, da ga je naredil Bog. To, da je ustvarjen kot človek, je Božje delo. To, da je postal tvoj sovražnik, je pa sam povzročil. Da ti zavida, je njegovo delo. In kaj porečeš v svoji duši?
Gospod, bodi mu naklonjen, odpusti mu grehe, navdaj ga strahom, spremeni ga. V njem ne ljubiš tistega, kar je, ampak kar hočeš, da bi bil. Ko torej ljubiš sovražnika, ljubiš brata. Ja, tukaj je zdaj res dobro rečeno, podrobno opisano, ampak kot vsaka teorija je tudi ta veliko lažja od prakse, a ne. To ne gre čez noč. Zato je proces sprave vedno dolgotrajen. In zato na tem procesu sprave vedno potrebujemo spodbud, podob, potrebujemo spodbudnih primerov iz preteklosti, kjer je do take sprave kdaj že prišlo. In to nam daje Avguštin lahko tudi nam, Slovencem, v 20. in 21. stoletju. Tudi med nami se je vzpostavilo lahko marsikakšno sovraštvo, ki se ga lahko poskuša pozabiti, zagrebsti, zakopati bojno sekiro, so včasih rekli. Ampak ali je s tem že tudi vse rešeno? Iz sovražnika je treba narediti brata. To pa je postopek, ki ga najbrž sem trdil v eni generaciji, kar ne moremo še izpeljati, ampak treba se je lotiti tega delovanja. Res problem našega naroda, pa smo tako številčno majhni, a ne, je prav ta sprava. Se mi zdi, da če beremo družbena omrežja, lahko zasledimo, kako smo zelo na enem in drugem bregu in kako skušamo drug drugemu podtakniti in očitati stvari, ampak s temi očitki do sprave ne bo prišlo. Kaj po vašem mnenju, brat Miran, bi bilo neko tako spravno dejanje na tej naši strani, na desni strani, na strani, ki je več pretrpela? Veliko je bilo že storjenega in veliko je bilo že povedanega. Iskreno, jasno, odločno, javno, in kdor je hotel slišati, je lahko že slišal. In mislim, da je potrebno pri tem stališču vztrajati, ponavljati do onemoglosti in se zavedati, da ni druge rešitve kot sprava. Da iskanje zmage enega pola nad drugim polom ne bo pripeljalo do rešitve, ne? Do stalne, trajne rešitve. Lahko bo začasno prevladal en ali drugi pol, ampak pomeni, da se bo pač tisti poraženi nekaj časa okrepil in potem spet nadaljeval boj. Sprava je takrat, kadar se sovražnika prepoznata kot brata, ker sta brata. Ampak ali je mogoče biti brat nekomu, ki je ateist? Se pravi, verni človek lahko v ateistu vidi brata. Vprašanje pa, če lahko ateist sprejme, ne vem, pogled vernega človeka. Lahko. Mislim, da lahko, ker tukaj ne gre samo za naše sinovstvo in bratstvo v Bogu, ampak tudi v človeški družini. Tu gre za čisto obče človeško stališče, antropološko podprto, ki to omogoča, ki pa tega ne zahteva. Morda je razlika predvsem v tem, da je pri nas to podkrepljeno še zapovedjo ljubezni do Boga in do bližnjega. Tam pa je to samo etični imperativ, kategorični imperativ, ampak eno in drugo pa zahteva spreobrnenje. Tudi znotraj krščanstva obstaja sovraštvo. In tudi tu se je bilo potrebno tudi v Avguštinovem času zelo, zelo truditi. Primer, ki ga Avguštin pogosto v tem svojem delu navaja, je odnos do donatistov, s katerimi so imeli zares zelo napete odnose, pa so bili eni in drugi kristjani. Glede nauka se sploh niso začetku razlikovali, ampak glede nekih političnih opcij. Dejstvo pa je, da je to pripeljalo do padca, da je to eden od glavnih razlogov za upad krščanstva v Severni Afriki. Zato je tudi njihova izkušnja za nas lahko spodbuda. Če želimo stati in obstati, potem je treba preprosto stopiti skupaj in biti v spravi.
prepoznati brata in ne samo zakopati sekire sovražnosti, ampak iz nje narediti orodje za oblikovanje nečesa lepega, da tisti brezoblični kos lesa postane del naše zgodovine. Ali smo bratje tudi z muslimani, ki so dodobra preplavili Evropo in skušajo uveljaviti svoje pravice in svoj način življenja, vsiliti svojo vero? Nekje sem zasledila, da v Avstriji, recimo v vrtcu, otroci gredo v neko mošejo in jim tam pridigajo o tem, kakšne so njihove muslimanske navade. Poznati islam sploh ni nič slabega in je dobro, da ga najprej tudi oni sami spoznajo, ker mislim, da smo v verski izobrazbi vsi precej šibki, tudi med kristjani se ne moramo ravno pohvaliti, da smo dobro izobraženi. Seveda poslušalci Radia Ognjišče ste to izjemo, ker sledite mnogim, ne samo našim katehezam, ampak splošno pa je poznavanje religij slabo. In kot prvo, to sploh ne škodi, če se poznamo in vemo, kdo in kaj je. Druga stvar pa je seveda potem prozelitizem ali pa spreobračanje z raznimi metodami, ki pa niso vedno dostojne. Preplavljanje islama ste rekli. Ja, islam je že prišel enkrat v Evropo in takrat so se zbudile križarske vojne, ki so se hitro sfižile in pokvarile, ampak potem bil neki sveti Frančišek, ki je šel se pogovarjati s sultanom in ga sicer po neki legendi ga je morda celo spreobrnil, samo da on ni hotel tega priznati, pa ni mogel tega priznati. Če drugega ne, naučiti se bomo morali nekega sobivanja in potem se bo lahko res pokazalo, ne samo kdo je nasilnejši od drugega in zato pridobiva vernike, ampak kje je resnica. Krščanstvo govori o tem, da je Bog resnica. Jaz sem pot, resnica in življenje, pravi Jezus. In Jezus je odrešenik vseh ljudi in kako posredovati to tudi muslimanom. V 7. veku so rekli, dajmo napisati Summa contra gentiles, Tomaž Akvinski naj nam napiše nekaj, da bomo lahko si šli spreobračati muslimane. Frančišek je s svojimi brati se lotil in nekateri so šli in so dali življenje, ker so šli svojo nenavadno metodo. Ampak princip sploh ni tako zgrešen. Mi smo poklicani k temu, da vsem ljudem oznanimo Kristusa. Islam nima take opcije, take vizije. Kako bomo to počeli? Kako bomo muslimanom, recimo, prikazali Kristusa? Se tudi kakšen musliman spreobrne v krščanstvo? Morda v kakem drugem okolju kot v našem je to še bolj odmevno. Ampak predvsem pa jih ne smemo jemati kot sovražnike, ki ne ostanejo sovražniki, ampak kot sovražnike, ki lahko postanejo bratje. Zanimivo se mi zdi, da v mnogih evropskih deželah muslimani imajo svoje džamije, medtem ko v muslimanskih deželah so zlasti na Bližnjem vzhodu krščansko prebivalstvo skrčili do neprepoznavnosti. Tu se morda kaže dejstvo, katera religija je miroljubna in dialoška. In če je mir in dialoškost vrednota, potem vemo, katero želimo izbrati. Zanimivo se mi zdi pa tudi to, da recimo naša nacionalna televizija, ko imajo muslimani postni mesec, zelo natančno vedo, kaj in kako je, potem ko pa pride velika noč, pa rečejo, kristjani praznujejo, kot bi bili tukaj v Sloveniji neka manjšina. Vaš komentar?
Iz strahu ali pa iz neke lažne politične korektnosti je to diskurs, ki se ni razširil najbrž samo pri nas, ampak marsikje po Zahodu, ker nam je nerodno priznati, da imamo krščanske korenine. Evropa se je z vsemi štirimi upirala omembi krščanstva v svoji temeljni listini, medtem ko kaj drugega pa bi lažje priznala. Ja. Mislim, da je stvar nas kristjanov v tem, kako bomo živeli svoje krščanstvo. Tudi če nas postavijo za drugorazredne državljane, tudi to drugorazrednost se da živeti s ponosom, prepričanjem, spoznavanjem svoje vere in pa z živo oznajevalsko misijonsko držo. Ja, in z neko hvaležnostjo, da to ni vse, kar nas čaka. Tako je. Brat Miran, predlagam, da greva nazaj na Avguština, na še zadnji odlomek. Zaradi tega je ljubezen do sovražnikov popolna ljubezen. In ta popolna ljubezen je ljubezen do bratov. In nihče naj ne govori, da nas je apostol Janez manj spodbudil in da nas je več spodbudil Gospod Kristus glede tega. Janez nas je spodbudil, naj ljubimo brate. Kristus pa nas je spodbudil, da naj ljubimo tudi sovražnike. Bodi pozoren na razlog, zakaj te je Kristus spodbudil, da bi ljubil tudi sovražnike, mar zato, da bi vedno ostali sovražniki? Če te je spodbudil k temu, da bi oni vedno ostali sovražniki, te da jih ti sovražiš, ne pa ljubiš. Bodi pozoren, na kakšen način je sam ljubil. To pomeni, ker ni hotel, da bi preganjalci ostali takšni, je rekel: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Za katere je hotel, da jim bo odpuščeno, zanje je tudi hotel, da se spremenijo. In za katere je hotel, da se spremenijo, jih je tudi sklenil spremeniti iz sovražnikov v brate. In tako je res storil. Bil je umorjen, pokopan, vstal je, šel je v nebo, Svetega Duha je poslal učencem. Oni so začeli z zaupanjem oznanjati njegovo ime, delali so čudeže v imenu križanega in umorjenega. To pa so videli tudi tisti, ki so umorili Gospoda. In tisti, ki so med divjanjem prelili njegovo kri, so jo v veri pili. To je zdaj nekaj daljši odlomek, a ne? Morda bo poslušalcem pomagalo, če še z očmi gredo na našo spletno stran in vse povedano še enkrat preberejo naši očetje v veri. Brat Miran, kaj je bistvo tega, kar smo zdaj slišali? V 3-4 vrsticah je Avguštin oznanil kerigmo, torej temeljno oznanilo o Kristusu, in pa zraven še zgodbo prve kerigme. Kaj je to oznanilo o Kristusovi smrti in vstajenju prineslo? Pripeljalo je do spreobrnenja. Ko je Jezus na križu rekel: Oče, odpusti jim, je tudi dejansko jih naredil za brate, vendar pa to šele prek delovanja apostolov, ko da apostolom Svetega Duha, in ko oni oznanjajo, se tisti njegovi morilci, tisti, ki so ga zavrgli, se spreobrnejo. In potem najprej prelijejo njegovo kri, potem pa jo pijejo. Kje? Pri Evharistiji. Se pravi, da je svoje sovražnike je naredil za deležne odrešenja. Ni se jim maščeval, oziroma, če to obrnemo, njegovo maščevanje je bilo v tem, da je uničil njihovo sovražnost, da je uničil njihovo identiteto sovražnika in jim podal identiteto brata, tistega, ki živi od njega. In to je zdaj drža, ki naj bi jo tudi mi začeli prisvajati si. Tisti, ki nas ne razumejo, ki nam nasprotujejo, tistim privoščimo, da bi postali naši bratje. In s tem se tudi mi sami pripravljamo na to, da jih sprejmemo, vendar pa ne v njihovi sovražnosti, ne v tem, da bi v njihovih načrtih, da nas uničijo, ampak v njihovi spremenjenosti, ki pa jo naklanja
po Svetem Duhu Jezus Kristus. Zdaj se bi spet vrnila na muslimane, ki jih je v Evropi res veliko, a ne, in se nekako ne prilagodijo. Za krščansko vero pa skoraj da lahko rečemo, da je milo rečeno ne marajo, a ne. Pa me zanima, če imate vi morda kak pogled, kaj muslimane na koncu koncev toliko moti v krščanstvu, saj Jezusa tudi oni priznavajo kot preroka, a ne. In Marija je večkrat omenjena v Koranu kot v Svetem pismu. Celo na upodobitvah tistih, ki jih pač nekateri malo manj ortodoksni imajo, je dostikrat upodobljena z Jezusom v naročju, tudi deviško rojstvo priznavajo. Glavna razlika na teološkem področju je seveda vera v Boga Trojico. Islam veruje v enega in edinega Boga, ki je enoten in enovit, ki nima troosebnosti. Krščanstvo pa je vera, od krsta naprej smo zaznamovani z imenom Očeta in Sina in Svetega Duha. Bog, ki ima tudi relacijo v sebi, tudi o tem je Avguštin veliko pisal v delu o Trojici. V čem je ta posebnost? In človek, ki je ustvarjen po Božji podobi, je ustvarjen kot relacijsko, kot bitje odnosov, kot relacijsko bitje. Ker so že v Bogu odnosi, odnos očetovstva, odnos izhajanja. In zato je to po svoji naravi tudi bolj logično in utemeljeno. Islam pa pozna Boga samo v njegovi enovitosti, podobno kot Stara zaveza. Zato je v tem šibkejši. Poleg tega pa je Islam vera, ki ima drugačen pristop do širjenja kot krščanstvo. V krščanstvu je Jezusovo evangeljsko naročilo: pojdite po vsem svetu in naredite vse narode za moje učence, krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Narediti učence. Pri Islamu pa potem še torej in razvoj je šel v smeri, recimo, te cerkvenosti, cerkev, ki ima neko avtoriteto, ki je tudi nekako centralizirana ustanova. Islam nima centra, nima enotne avtoritete, temelji na različnih razlagah, ki so lahko zelo raznolike, zelo različne. V primerjavi z našimi, tudi pravoslavnimi, protestantskimi razlagami, to ni približno tako pestro kot pri njih. In zato je z njimi težak dialog, ker se gotovo lahko najde nekdo, ki pa tega dialoga ne bo sprejel. Poleg tega je njihov princip širjenja bolj širjenje vpliva in oblasti. Se pravi, ne gre jim za to, da se naredi vse narode za učence, nauka Jezusa Kristusa, ker krščanstvo je, kot je neki razgledan Žid rekel, pri judovstvu gre za pravila, ki jih je treba izpolnjevati, pri krščanstvu gre pa za nauk Jezusa Kristusa. Zelo dobro nas je opredelil. In ta nauk je ljubezen do Boga in bližnjega. Pri islamu pa te reči so drugače zastavljene. Čeprav v Koranu tudi beremo, da ima Allah več veselja s tistimi, ki so usmiljeni. Tako, ja. Zato je pa možna taka interpretacija in zato je tudi, ko islam prodira v Evropo, prodira s prijaznim, pesniškim, naklonjenim, usmiljenim obrazom. Samo zatem pa se pojavi lahko še oni drugi, šeriatski, ki pa seka roke in gleda stvari dobesedno. Tudi v Svetem pismu najdete marsikakšno zelo podobno stvar, ampak Sveto pismo smo mi začeli razumevati tudi v prenesenem pomenu. Kar je imelo pomen v nekem trenutku čisto dobesedno, ima za nas preneseni pomen. Prehod čez Rdeče morje je za nas podoba krsta. Če pa vzamemo stvari dobesedno, pa se stvari lahko zelo zapletajo. In tako se tudi dela lahko pri teh principih šeriatskega prava. O tem žal ne poznam, si ne upam iti pregloboko, bi morali še koga drugega poiskati iz moje redovne skupnosti, ki se bo s tem ukvarja. Ampak
Morda bo tudi še islam dosegel svoj razvojno stopnjo, kjer bo opustil določene stvari in kjer se bo z njim dalo kaj pogovarjati. Morda tudi islam pride nekje do srečanja s Kristusom kot celota in se v celoti nekako pokristjani. Kdaj bo to? Čez koliko tisoč let? Logično bi pravzaprav bilo. Ja, če ne bomo prej vsi v burkah. Ker ste tole vprašali z rahlo šaljivim podtonom, Tertulijan iz 2. stoletja piše o natančno tem modnem slogu v krščanskem kontekstu. In burke sploh niso zgolj islamska zadeva, ampak so zadeva Severne Afrike iz določenega obdobja in z modo pa je, se veste kako, vsakih nekaj desetletij ali stoletij se lahko vrača in obrne. Ni bistvena moda. Bistveno je to, kar je v človekovem srcu. Brat Miran, pa ne bova zdaj z modo končala. Seveda ne. Raje končajva s svetim Avguštinom in iz njegovim najslavnejšim citatom, ki je ravno iz te knjige 10 govorov o prvem Janezovem pismu, in sicer dilige et quod vis fac, kar pomeni ljubi z Božjo ljubeznijo in potem delaj, kar hočeš. To pa je res lep sklep tokratne kateheze. Priporočamo Avguština v branje, spoštovani poslušalci. Vam, brat Miran Špelič, pa želim lep ostanek poletja. Hvala lepa. Radijska kateheza.